gledaš, kako okvir folijo selima, dat specifik, folija je prima. Made in Slovenija, natančneje iz Velenja. Ta folija je tvoj novi predmet poželenja. Nič nam več rekel, da se ne vzgubu. Sveža epizoda te čaka na mojem YouTubu. Bitch. Folk, dobrodošli v novi epizodi tehničnega pouka, na nek način. Danes je klele zraven mene krasen velenjski možakar, ki se je spravil v izdelavo zaščitnih nalepk za bajke, a ne? A tudi motocross? Off-label, ja. Skratka, drage dame in gospodje, z mano je Jaka Seme. Zdravo. Dej, preden začneva midva tegale lepotca to polepati, mi povej, kako je sploh do tega prišlo, da si ti začel z izdelovanjem zaščitne folije? Začelo se s tem, da sem se to ful naučil, ko sem si motocross motorje lepil. In sem pač dal drugim delati moje dizajne, pa to. A ti si že dizajne delal? Tako. Hudo. In pol smo hoteli to štartati za motorje, ampak pol je prišla pa korona, pa vse, pa nekaj sem zbolel, pa sem imel cajt, pa kolo sem si kupil. Pa sem rekel, ok, bom jaz to naredil in sem začel delati, pa sploh mi je bilo všeč, ker lahko delam za moj trg, pa bolj univerzalno. Ja, tako se je to začelo. Ampak ti nisi bil ti si inženir, ali kaj si po izobrazbi? Inženir robotike in avtomatike, ja. In zdaj, a je to tvoj full-time job ali še zmeraj na šihtu delaš? Ne, da oba dva delamo samo to. Oba dva kdo? Jaz pa moja Monika. Respekt obema, ker to ni lahka pot kar takole začeti, ne? Ne, je kar. Ok, kaj je največja pizderija, ko greš v izdelovanje kaj takega? Ja, mi smo se odločili, da bomo delali univerzalno, pa bolj grafično, ne pač komplet. In to je bil pač nek prvi izziv narediti neko univerzalnost. In ok, to nam pol hitro ratalo, hitreje, kakor smo mislili. Pol pa imaš neki izdelek doma na mizi, pa vidiš, da rabiš proizvodno. Pol pa vidiš malo konkurence, pa vidiš, da rabiš 200 jurjev za mašine, pa nimaš. Pa outsourcaš pa to, pa se počasi začne. Pol lani smo zmagali na startup generatorju, tam dobila denar in smo lahko doma začela svojo proizvodnjo. O kakih zneskih zdaj to govorimo? Ja, da bi začel kar iz nule to delati, rabiš še 50 jurjev. 50 jurjev rabiš? Ja. Plus znanje, ki ga imaš za kakšne programe, pa za risati, pa to bi mogel že vstati. Ti moraš imeti, ker še ti outsourcaš na začetku, tako ne gre. Ja. Kaj je največji izziv zate, ko greš nalepke delati? Trenutno vsa ta oprema, printerji pa to. Bolj kot kakšno, naprimer, glej, koliko je različnih fucking dizajnov okvirjev, pa glej, koliko je enih, po moje, materialov folij, pa koliko je tega sranja, ko greš ti enkrat dizajnirati to, kako narediti neko univerzalno nalepko. To mi je kolega prvo pomagal full koles skenirati. Ja? Pa tu mi je pomagal Young Talent z nekimi merami pa to. In na njih smo pač prvo naredili neke mock-upe pa to, tudi dovolili so mi njihove slike uporabljati. Pol smo pa začeli druge firme gledati, pa če paše in pol malo probuješ, pa vsak kolega, kar poznaš, da te lahko nalepim, da probamo, malo še prirediš in hitro prijeti nekega rezultata. Zdaj, ni nič težkega, razen neki čudni e-bajki danes, da je malo večji izziv, ampak tudi gre. Kakšna ti je pa konkurenca, se pravi, nisi edini, Ride Wrap? Pa kaj še? Ride Wrap ne vzemamo kot konkurenco, ker tisti je full wrap, drugačne folije, bolj poceni folije, ampak res v bistvu za cel bike. Naša konkurenca je All Mountain Style iz Španije. Što sploh slišal nisem, ok. Pa Diet Bro. Tudi to je, to tudi sploh. Pa Groundkeeper iz Amerike. To so v bistvu 3 take firme, ko lahko rečemo, da so konkurenca. Da so konkurenca tebi. Kaj pa, naprimer, izbira folije? Jaz, naprimer, to ni prvič, ko bom lepil bajk, ampak zame je to vedno en drug delo. Koliko je to ene jebe, da ti zadaneš perfektno folijo, da se lepo pogiba, da se lepo lep, pa predvsem, da je tak debil, kot sem jaz, lahko nalima, ker jaz res nisem spreten v tem, pa vem, da sem imel ful težave, če je bila folija predebela, ker se ni hotela lepo lepati, sploh na kakšnih zaoprnih kotičkih, ali pa, če je pa pred enkrat, je pa itak takoj strgana, če ob kakšnem udarcu. Koliko je to problem? To je največji problem. Tudi, ko smo ta problem predstavili, na kak način smo ga rešili, to je bil en glavni faktor, zakaj smo dobili denar za financiranje. Ker je bilo treba probati res ogromno folijo. Tudi začeli smo v bistvu za eno drugo folijo, za res dobro, ampak so ljudje imeli problem z mehurčki. Niso si znali lepo nalepiti. Lani, mislim, novembra smo pa štartali res komplet novo folijo in ta bo tudi v bistvu zdaj do konca, ker je bubble free lepilo in skoraj da nimaš kaj za zajebati. Enostavno je narediti. In so tudi feedbacki zdaj
že prej niso bili slabi, ampak zdaj so pa res. To je to. To je to. Ej, če se strinjaš, Jaka, greva zdaj midva kar lepet, pa te bom sprot bo zaredil, kva pa kako je. Prav, a si za? V redu. Greva, bam. Ok, Srček, kaj imaš zdaj v roki? To je v bistvu komplet wrap za okvir, ki ga dobiš, ta osnoven. V tem primeru sem ti naredil malo bolj custom design, da se razkrije tvoji sponzorji. Ja, pa kako bo lepo, ne? Ja, tako da lahko začnemo. Ej, zdaj pa tako, ko se začne lepiti tako folijo, kaj je največja napaka, ko jo ljudje naredijo? En je šel lepiti na... Glih iz Goša prišel, pa šel lepiti gor čez drek, to sem že tudi videl. En Anglež, pa se mu ful fajn zdelo, pa bil zadovoljen, ampak ja, spucati moraš, razmastiti, kak alkohol, razkožilo, karkoli, sam da malo spučeš, pa je to, pa da si na toplem, ne smeš biti na vrzlem, ki je v zuniji. Odlično, kar začni, pa če v karkoli, te bom pa itak še sprot vprašal. Imaš kaj treme? Ne. To je pa odgovor tako suveren, močen. Koliko si jih že polepil? Od oka? Kak je 50. 50? Ja. Bravo, ta star. Koliko zajebal si že imel? Ful, ker zdaj razvijamo tudi nove stvari, z katere še ne smem povedati in ja, tam ni druga kot pa to, da zajebeš vsak dan. Včasih si mogel tole spodaj špricati z vodo, pa pol špaheljce ven. Kaj pa zdaj? Zdaj pa ne smeš z vodo v bistvu. Zakaj? Zato, ker so tekle spodaj taki mehurčki, karirasti, Ja? oziroma tak perforirano lepilo in lepo gre tekle zrak ven, ko Hudo. potrebneš. Se pravi, v bistvu ne rabiš nič špricati, sam dobro nacentriri in potem previdno Tako, se če se zmotiš, isto lahko probaš, na novo vse. Ne boš poškodoval nalepke. Ne. No, to je pa kar sik, ta star. By the way, vsi tisti, ki zdaj tole gledate, midva sva to nekako merila zelo na uč. Jaz sem v sliku, pa zraven še meter dal ob sliko, mislim ob okvir, pa je potem on po teh centimetrih probo to zrezati, tako da upam, da bo tole vse pasal, valjda se pa veselimo končnega izdelka. Ko greš na tvojo spletno stran, kako se imenuje tvoja spletna stran? dirtspecific.com. dirtspecific.com. To je v bistvu brand naše firme. Hudo, dirtspecific.com, dragi moji. Ko greš gor, vidiš velik nabor dizajnov, ne? Tako. Koliko jih imaš različnih? Mislim, da jih je okoli 50. 50 različnih dizajnov, pa Tako. kjer je tvoj najljubši? Zebre. Zebra? Ja, roza zebra. Roza zebra. Tak si igriv, se pravi, tako kar si tak temačen, Jaka, si tudi igriv. Zadnjič sem pa videl, da si dal pa v bistvu pred parimi dnevi ven en tak krasen penis. Ja, to je Odkje črpaš to inspiracijo? To sem si od malega skoro želel. Med Ne, saj ptiče ne. po frejmu. A si ta model, ki je v šolske zvezke ful ptiče ali ima? Ja, Risal? ko on v filmu Superbad. To smo naredili za 1. april lani, je foro, kao si dal nek nerealen izdelek, ki ga bodo pač naredili in mi smo to dali. In pol so neki Avstrijci pa Nemci popizli, mi to hočemo imeti. In v bistvu sem lani največ teh ptičev prodal. Največ ptičev prodal. Ja, res. A misliš, da to človek, ki ima to gor, skrivama kaj sporoča? Ne vem, v bistvu je 90% teh kupcev bilo iz Avstrije pa Nemčije, tega tam je čudno. So nemški seks turisti. Njihov stric naj bi bil zadovoljen. Kaj pa Slovenci najbolj kupujemo? Kar prozorne. Prozorne? Slovenci niso cool sploh. Niso kul. Ne. Zdaj si pa zgubil par strank. Najbolj so Španci pa taki Nemci, tudi so Trgani. bolje butasto, bolj hočejo imeti, ja. Aha, tako le ti posebej tole lepoš vsaka čas. Ja, veš, da je univerzalno, da semle je isto, The best. pol pa se doda. In tule kot taka čudna krivina, samo pogreješ. Če naprimer nekdo ni tak profesionalc, da ima takole lepo brenerček, oziroma kaj je to, industrijski fen, ne? Ja, Lahko s fenom za lase. tako. Še boljše, v bistvu ne sme biti prevroča. Lahko zajebeš nalepko, ne? Ja, stopi se. Tale skot že dobiva prve odtenke. Kaj je to, čitah vzorca, ne? Ja. Mater, bom hud. Zdaj pa mi povej, koliko je fajn feeling, ko ti vidiš, da v tvojo košarico na spletni strani prihajajo prvi orderji. Zdaj si se že malo navadil. Lani smo bila pa tako v bistvu, tudi ko jih že dobivaš veliko, pa to si za vsakega ful vesela, veš, ker itak na začetku misliš, da ti ne bo ratalo, pa to. Se pravi, si imel malo dvomov, ko si šel v to?
Tako sem bil taka ful anksiozna oseba. Ampak si imel pa podporo svoje drage. Piš, da bo dobro tole. Koliko pomemben je, da si prisoten na eventih? Pa v bistvu smo začeli na slovenske evente hoditi samo zato, da bi neki kontenta imeli za začetek. Okay. Z dobenih pričakovanj pa to, ampak tako, da se pojaviš, pa malo spoznaš, ker itak prodajamo na cel svet in Slovenija je pač en mali prdec med vsemi temi. Ampak smo vseeno šli, vidiš tiste stare kolege, pa to, vidiš neke nove face, ko pridejo do tebe, neke nove biznise skleneš, tako da v bistvu je ful dober feedback. Ne? Ja. Ker jaz vam te kolega, veš, ta za Vogue Flannel, pa potem ta Aleksandra izfuram zase in vsi so rekli, da pismo je kar šteje, če si na eventih. No? Tako, Aleksandra mi je ful pomagala na začetku, ker je tako mene je bilo ful strah iti na evente, pa rekla, da je pet za mene, pa to, in ja, tako da ona me je spravila tudi to. No, vidiš, Aleksandra, ti si od Boga poslana in vrata v nebesa so tudi odprta. Ej, zdaj pa še tole, ker sva rekla, se pravi, more biti čist frame, preden greš to lepati, ne? Tako, ja. Koliko pa šteje, da ima človek tudi razmaščene prste, pa take neumazane? Fajn je, da si čist. Fajn je, da si čist. Nekaj si mi enkrat ti omenil, da je kar težava, če ti hočeš printati, naprimer, tudi nalepke za vilce. Kaj zdaj to pomeni? To me ful ljudi sprašuje, ampak trenutno so licence, da hočemo mi printati za SRAM, za RockShox, so ekstremno drage. A lahko poveva, koliko je to? Ena licenca za RockShox, naprimer, je jurjava $5 na leto. Na leto? Tako. In ja, lotili bi se, ker biznis je bil, ampak trenutno niti nimamo dovolj ljudi, pa mogoče kdaj. Držimo pesti, da boš delal res milijon nalepk na mesec, pa jaz verjamem, da boš imel tudi tako licenco, a ne? Tako. Dejstvo je, dragi moji, da če bi se jaz spravil kaj tacga limat, bi za moje pojme ziher zajebil. Pri tehničnem pouku bi običajno jaz mogel to delati, ampak ker hočem, da je to narejen, tako kot se zagre, sem prosil, da mi zlima kar jaka sam in tudi ponosen sem, da mi šef podjetja lima bajk. To je kar dobro, ne? Kar. Vsej prejšnji model si probal, tiste prve folije, ampak tam res ni bilo bubble free in si se malo zabaval. No, in zdaj si me pripeljal pa še do ene točke, ker te moram vprašati in tudi po moje bo zanimiv gledalcem in sicer. Tist frame govoriva o boldu. Ja. Ma tak mat finish, pa ni sploh gladek, ampak je neka taka rahlo hrapava površina in mi je bilo jeba lepa tisto nalepko, ampak je pa rel samo po kakšnih kotih ne. Koliko praviš, da je zdaj s to novo folijo boljš kaj tacga lepati? Glede tega isto, ampak reči o tem, da moraš malo pogreti in se pol aktivira takoj lepilo in gre vse posod. Ok, da mi pa še nekaj povej. V preteklosti sem se tudi soočil s tem, da ko sem pa kdaj folijo dol potegnil, da naprimer zamenjamo novo, je kdaj barva na okvirju šla stran. A je to napaka lepljenja ali je to napaka proizvajalca, ki ima to v kurcu barvo? To mi nimamo kaj narediti, imamo tudi v bistvu pozorilo, da na slabe barve ne lepiti, ampak v bistvu to vsaka stranka ne ve. Ja. Lahko pa povem, naprimer, kakšna starejša kolesa, ko že itak ti lak odpada, ti bo ta folija verjetno potegnala, bo malo laka. Ampak to folk upozoriš vnaprej, se zavaruješ z nekim drobnim tiskom? Tako, seveda, ja. Okay. Kaj je najhujša pritožba, ki si jo dobil v času tvojega delovanja? Nič ni bilo, to mi je še najbolj govoril. Ne, da se hvalim, ampak niti enega slabega komentarja ni bilo. Razen, naprimer, ko smo neke pakete v Mehiko pošiljali, so neki na carini zamučkali in je malo trajalo, drugače pa to je to. Prav v Mehiko? Ja, po celem svetu je že šlo, razen kakšne japonske, po moje, ne. Kje te pa največ najde? Preko spletne strani, preko Google search ali Instagram ali Facebooka? Instagram, toliko šopa? Ja, ker je to grafični izdelek in to najbolj laufa. Aha. A si že v startu vedel, da se ne boš osredotočil samo na Slovenijo? Ja, itak. Ker danes v Sloveniji prodajaš ali pa po celem svetu ni fejste razlike. Nekaj dodatnih zakonov je pa to, ampak spelješ hitro to. Kje se ti vidiš čez 10 let?
tam furo bike, tako zdaj. Drugač, za vse vas, ki ne veste, mi dva z Jako sva furala že downhill kdaj? 2006, 2005? 5 stari in prihajali smo z vlakom iz Ljubljane v Velenje, ker so imeli tam Vavdživud in okoliške pizdarije in je bilo noro, tako da mi dva se že kar dolgo poznava, Jaka. 20 let. 20 let, vmes si malo zginil iz scene. Ja, neki so me motorji zamikali, pa avti, pa tako, ampak sem hitro prišel nazaj. Lepo, da si se vrnil, to mi je zelo všeč in potem res dejansko vidiš kole stare obraze, ki so še vedno v kolesarski sceni in je prav lepo. S kakšnim problemom si zdaj soočava? Centrirati na sredino. Tukaj le vidim, da je na koncu malo čez. Kaj bova tukaj naredila? Odrezali bomo. Se pravi, tudi normalnemu smrtniku, ki lepi sam, mu predlagaš, da vzameš škarje pa odreže. Tako. Ampak še vseeno moraš biti pa mačkan kreativca, da to narediš. A se strinjava? Pa če si v osnovni šoli likovno dal čez, pol tole znaš. Kako se kaj ti sooča z reklamacijo? Dobene še ni bilo. Ni bilo nobene reklamacije? Ne. Pa ti imaš pismo dober izdelek, pa res dober izdelek. Ja, ker to sem več naučen iz prejšnjega poklica. Kaj si prej delal? Prej sem programiral robote, pa elektrarne, pa nasploh industrije po celem svetu. In tam, če sem kaj zajebal, bi lahko šel v zapor. Tako da sem bil malo naučen, kako moraš narediti, kako moraš pripraviti, da vsak razume neko zadevo. Ne. Kaj pa čaka folk, ko enkrat naročijo tvojo folijo? Kaj dobijo vse v škatli? Kako jih pripraviš na ta poseg? Čisto enostavno. Zvito folijo, navodila, povezave do video navodil, tega imamo na internetu kar veliko, plus včasih še kakšne nalepke dobijo ali pa kaj takega. Veliko damo kaj tek zraven, da so veseli. Predvsem mladina, a ne? Tako. Takole, ko gledaš, da si se vrnil na scene, prihajaš na evente, postavil si šotor in potem spremljaš in tvoj izkušenega starega mačka prepozna kakšen talent. A imaš kakšnega ugledanega zdajle trenutno na slovenski sceni, ki pa rečeš, tale bo pa bad boy. Ne bo boj, ker je ženska, ampak je to Nežka. Lipnik! Tako. Sam ga pa pele, ne? Bolj kot tisti pobi tam vrst Koroške. Tole je bil pa hudo, ampak to je čista realnost, dajva reči. Čisto. Koga vse podpiraš? S komu si sponzor, dajva tako reči? Imam 2 Španca, Ja? enega Ivana pa enega Johnnyja. Oba dva sta tam v vrhu v enduru. Potem imamo enega Portugalca, dosti mlad je, se trudi, ampak je tudi top 10 na Portugalskem. Potem imamo v Nemčiji eno Ano, tista fura na tih Masters of Dirt eventih. Potem Sarino, ona fura dirte boljš kot kjerkoli Slovenc, prav nora je. Potem Lorenz iz Avstrije, to je glavni builder Vexel Trailsa. Hudo. V Sloveniji pa, ja, Špelo, ker se poznamo Horvat, včasih. ja. Tako, ja. Porič mi naredi neke reklame. Lepo. Tako da v bistvu to je to, mislim, da. Respekt. Imamo še veliko dogovorov pa tega, sploh na angleškem trgu, ampak to bomo daj počasi. Kaj boš pa naredil, ko pride nekdo pa res hud, pa bo rekel, daj mi kaj denarja. Ne mi sam nalep, daj mi še kaj denarja. A bo šel to? Prvo ga moram za sebe imeti, pa bo, ne, to se sliši malo egoistično, ampak Je pa se tako mora biti. zdajle v bistvu ves dobiček, pa to smo vlagali naprej, v oglaševanja, v boljšo opremo doma, tako da tudi do tega bo prišlo. Respekt, star. Ne vem, če lahko povem, ampak letos bo res veliko collaboration z res velikimi playerji. Kmalu bo v javnosti. Pa ti kontaktiraš ali te najdejo? Mene najdejo. Pač tek 5 na dan piše, ampak večinoma je to mulca, včasih je pa tudi res tako kak orenka. Smo dober si. Imaš kakšne škarje. Škarje? Je pa nekaj, sploh če imaš mat kolo, Ja? se včasih vidi tako mat ta perforirano lepilo. Ja? In čez kak teden, sploh če se po soncu furaš, pa to se tisti do konca zalepi. Aha, In rata pač čist. se pravi po enem tednu lahko Se rataš zlije, šele se zlije, v ta pravi izdelek. Če bi imel zdajle, dragi moj Jaka,
na računu 1 000 000 evrov. Kaj bi si še kupil za biznis, pa kaj bi si še kupil tako nasploh? Se imam vse. Sem zadovoljen z vsem, kar imam, tako da. To je pa zelo lepo slišati, veš, v tem času požresnosti, deva reči. Veliko dizajnov frejma si že dal skozi, kjer je po tvoje najbolj good looking bike, deva reči. Ko meni šala, FRS, to mi je ful všeč bike. Ja? Clean pa ta neka, čeprav je ful komercialen, Ja? ampak ja, ta bike mi je všeč. Bi ga tako imel, če se ne bi zlomil med tem, ko se čez dnevno sobo peleš. Kaj pa ti voziš? Young Talenta Capra. Kaj te je pritegnilo? Všeč mi je, ko prideš v en park, pa imajo vsi bajke za 8 evrov, pa 10 evrov, pa vse, naprimer tako ti, sam da nisi ti. Zdaj sem že kar tam. In veš, oni ful pozadi, pa to, pa prideš z enim starim kolesom, pa čez neko base verzijo, pa si hitrejši do vseh. Pa jim poveš, da ne rabijo takih bajkov, ampak okej. To je moje zadovoljstvo, da jih pol. Da si kar Takim take kolesom prehitel. reality checke spuščaš danes. Všeč mi je. Poglejte si, kakve bajke furajo na kakih res ornih eventih, so ti freerideri. A ne? Ja. Pa kva vse pofurajo. Tako, ko ga ljudje prodajo, ker ni za sina dosto vredo pa varen, pa oni freerideri furajo, če zame največje jumpe. Ja, to je kar the ugly truth. Se pravi, tukaj smo zdaj pri delu, kjer si ti mogel meni malo customizirati, da se skot napis vidi, a ne? Tako, ja. Ej, a bi to naredil vsakmu, če bi ti napisal pa poslal nekak slike, kaj bi hotel, bi se vsakmu prilagodil ali ne? Ja, imamo mi v bistvu neko osnovno ceno, potem če hočeš nek dizajn, ki ni take barve, kot bi jo imel, Ja. tisto mislim, da malo dražje. Potem imamo pa za 80 do 100 evrov tudi čist custom stvari. Hudo, se pravi, če bi nekdo hotel imeti pa čisto nulo bajk, polepne bi se do tega lotil ali ne? Čist ne, tisto ne. Tisto ne. Tisto je preveč dela, pa to pa. A imaš kakšen del na kolesu, ki ti gre pa najbolj na jetra galimat? Ja, glih tole, chainstay. Chainstay. Tako, tukaj, ko so povali neke tovarniške gumice čez. Aha. Ampak tudi, če bi zdaj ful pogrel, bi lahko tudi kar čez vse to. Ne, to ne. Tako za Ker sebe pol naredim. prvo pranje je lahko že za fuk, stari. Ja, načeloma priporočamo, da pač ne pereš z vapo, ampak sam še nisem imel problema, da bi kaj doneslo. A to tudi piše v drobnem tisku? Tudi. Vidiš, tukaj, če bi bil jaz Spicajzer, bi rekel, da je to kar grdo. A ti dam nižje? A? Ti dam nižje? A se da dati nižje? Da. Jaz sem kako pa pol... Ja, tako da je, da se še malo pretepita, ne? A ni logično? Je. Pa vidiš pismo. Fant je bil tudi malo izviren in nagajiv in mi je koknil tole. I like gay sex. Svaka čast. Poznaš me, a ne? Vidim na internetu. Evo, Jaka se je potrudil, zlimal mi je skoraj celega. Jaz ne vem, če bi bilo to zame, ti praviš, da ja? Da bi jaz lahko tudi tole. kamor. Si zihar. Se pravi, ta najbolj zabit človek na svetu, ne totalni kreativc lahko to naredi. Prejšnjega se res ful avtistično polepo, ampak teta folija, ko je pa nova, zdaj Bubble Free pa res vlaka mod. Upam, da vam je bila ta epizoda všeč. Podprite Jakata z nakupom zaščitne folije, Made in Slovenija, dirtspecific.com, gor imate koliko? 50 različnih dizajnov. Nekaj takega, ja. Ne samo za mountain bike, tudi za grevla, tudi za specialke, to tudi folk kupuje, ne? Ful. Tako da na hiter tehnični pouk imamo to in se gledamo v naslednji epizodi. Čus!